Mi smo Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki delujemo v okviru Centra za socialno delo Kranj. Naš dnevni center obiskujejo v glavnini osnovnošolci in pa tudi srednješolci. Največkrat so stari od 10. do 18. leta. Nekateri so omejitve imamo navzdol, predšolskih otrok ne sprejemamo, omejitev navzgor pa ni. Največkrat so to otroci mladostniki, ki imajo že znane težave, ali je to v procesu šolanja, ali pa zaradi družinske situacije, ali pa so njihove težave izvirajo iz osebnostnih lastnosti. Pridejo k nam in potem se skupaj pogovorimo, kako in kaj. Veliko je pa tudi otrok mladostnikov, ki pa nimajo večjih težav v procesu odraščanja oziroma v svojem življenju in se samo udeležujejo določenih dejavnosti. Naše dejavnosti delimo na osnovne in pa spremljevalne dejavnosti. Pod osnovne dejavnosti lahko štejemo svetovalno delo za posameznikom ali pa družino. Potem veliko našim otrokom, mladostnikom pomagamo pri učenju. Po danskem času, v času šolskega leta, potekajo prostočasne dejavnosti, v času počitnic seveda počitniške dejavnosti. Potem organiziramo daljše, krajše taborjenja. Sem tudi lahko prištevamo mednarodne mladinske izmenjave. Imamo pa tudi organizirane skupinske oblike dela starši, to je skupina za starše. V našem programu želimo razvijati čim bolj vsebinsko različne dejavnosti. To pomeni to, da vsak izmed otrok mladostnikov ima možnost, da se izrazi v tistih stvarih, kjer je najboljši. Poleg športnih, kreativno-umetniških delavnic, velikokrat tudi obiskujemo različne kraje po Sloveniji. Obiskujemo kraje, ki so povezani, ki imajo značilne naravne, geografske, kulturne znamenitosti in opažamo, da to otrokom zelo všeč. Tukaj gre za koncept, da otrokom pokažemo, da lahko prosti čas preživljajo tako, lahko ga pa tudi drugače. To pa pomeni, da ga lahko kreativno in pa aktivno. Prostori programa Škrlovec so odprti vsak delovnik. To pomeni, da po koncu šole se lahko otroci oglasijo pri nas in potem prosti čas preživijo z nami vse tja do 6:30 zvečer. Sam koncept prostorov je zastavljen tako, da se otroci mladostniki v njem čim bolj počutijo. Zato so prostori oblikovani tako kot neke vrste dnevne sobe. Imamo zato manjšo kuhinjo, potem dnevno zofo, računalnike, razna igrala. In to vse prispeva k temu, da z otroci mladostniki probamo čim bolj neformalen, pa čim bolj pristen stik vzpostaviti, ker to nam lahko v nadaljevanju pomaga pri reševanju ali pa razrešitvi njihovih težav, pa mogoče tudi same družinske situacije, ki jih je potisnila v to, da morajo zaradi težav, s katerimi se soočajo, potem tudi poiskati pomoč. Na nas se obrnejo lahko otroci sami. Dostikrat se tudi zgodi, da otrok je že vključen ali pa se vključujejo v naše dejavnosti, so bolj pripelje tudi prijatelja, prijateljico. Velikokrat je ta pot tudi preko šolske svetovalne službe, kjer starši in otroci dobijo informacijo o našem programu. Vsekakor sodelujemo tudi z kolegi in kolegicami, ki delujejo na Centru za socialno delo Kranj na področju javnih pooblastil in pa storitev. Potem so pa še drugi pomembni. Pedopsihiater, se pravi zdravstveni dispanzer, zavod za zaposlovanje, tožilstvo, policija, krajevne skupnosti. Vsi tisti drugi pomembni, ki lahko prispevajo k razrešitvi situacije, v kateri se je znašel otrok, mladostnik ali pa njegova družina. V Škrlovcu sva zaposlena dva strokovna delavca. Eden ima izobrazbo pedagoga, jaz imam izobrazbo socialnega delavca.
tako, kar je fino, da se pač različni kadri med seboj dopolnjujemo. Potem imamo pa cel spekter različnih prostovoljcev. Na letni ravni se v naš program vključuje cirka 20 do 25 prostovoljcev, ali delajo individualno z posameznikom ali pa pač v skupinske oblike dela. Osebno menim, pa jaz mislim, da se mi tudi moji kolegi pridružujejo, pa tudi otroci, mladostniki in starši, ko obiskujejo naš program, da je sam program zastavljen tako, da so rezultati vidni, da smo na pravi poti, včasih pa tudi slika več pove od samih besed.